Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dobrodošli na novinarski konferenci, na kateri bodo trije ministri za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, minister za zdravje Danijel Bešič-Loredan in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec spregovorili o dejavnostih vlade za zagotavljanje varnega okolja v slovenskih šolah. Najprej vabim k besedi ministra, pristojnega za vrtce in šole, Darjo Feldo. Hvala lepa. Spoštovani kolegi ministri in predstavniki medijev, pretekli teden smo pretreseno spremljali dogodke, ki so se dogajali v naši bližnji okolici. Svojcem žrtev in prebivalcem Srbije smo se že obljubili, smo se izrazili sožalje, tudi še enkrat potem na tem mestu izrazim globoko sožalje, zato ker dejansko gre za nepredstavljive izgube mladih življenj. Predstavniki Ministrstva za vzgojo in izobraževanje so se v luči dogodkov odzvali že v petek in ter se sestali tudi s predstavniki policije s skupnim ciljem preprečevanja občutka varnosti v slovenskih šolah. Na njihovo pobudo smo se tudi dogovorili za to, da bi bila povečana policijska navzočnost v okolici šolstva samo začasno in da se v teh dneh tudi predstavniki policije tudi sestajajo z ravnatelji za morebitne nasvete ali pa pogovore o možnosti zgodnjega odkrivanja tveganj za pojave morebitnega nasilja. Jasno je, da so v slovenskih šolah vse oblike nasilja strogo prepovedane in imamo do njih tudi ničelno toleranco. Naša prva in osnovna naloga namreč je, da otrokom, mladostnikom in zaposlenim zagotavljamo varno in spodbudno učno okolje. Naj poudarim, da Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ves čas sodeluje z vsemi pristojnimi institucijami, ki delujejo na področju zgodnjega odkrivanja in preprečevanja nasilja v šolskem prostoru, pa tudi zunaj njega. Ni šole v Sloveniji, ki naj bi vsaj v delu naslavljala tudi preventive in zgodnjega obravnavanja nasilja. V zvezi s tem imamo v vzgojno-izobraževalnem sistemu seveda tudi predpisan in v večini primerov dobro delujoč protokol ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja. V protokolu so zelo konkretne opredelitve in nasveti, kako preprečevati oziroma se soočati z najrazličnejšimi oblikami nasilja v šolah. Že več let tudi sodelujemo z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in drugimi izvajalci, prav tako strokovnim delavcem ponujemo veliko usposabljanja na temo spoštljive komunikacije, preprečevanja nasilja in ukrepanja ob neljubih dogodkih. Za šole je ob tem izjemno pomembno tudi to, da so večinoma dobro povezane z institucijami lokalnega okolja, zlasti centri za socialno delo, policijo, centri za duševno zdravje, seveda pa tudi starši oziroma skrbniki. Vse te dejavnosti prav tako ves čas izboljšujemo in izpopolnjujemo. Protokol in konkretna navodila seveda niso vedno dovolj, saj je v vsakem posameznem primeru vključen tudi človeški faktor, torej pripravljenost odzivanja posameznega pedagoga, ki je postavljen pred konkreten primer pojava ali pa grožnje nekega nasilja. Pri posameznih incidentih so včasih tudi najbolj vešči učitelji znajdejo v nekem nezavidljivem položaju, ko je potrebno seveda hitro reagirati in odločno, še posebej v primerih, ko gre za pojave nasilja zoper učitelje ali pa pojave medvrstniškega nasilja, ki so strogo vezana na območje šole oziroma tudi neko okolico te šole. Na ministrstvu smo vsekakor tudi v neprestanem dialogu z ravnatelji, ki nas opozarjajo na omejeno strokovno avtonomijo učiteljev, zato tudi v tem oziru odpiramo razpravo za spremembo nekaterih predpisov. Res je, da v zadnjem času zaznavamo porast duševnih stisk otrok in mladostnikov in te se včasih kažejo tudi v obliki nasilnih dejanj. Vzgojno-izobraževalni prostor se pri svojem delovanju na tem področju že osredotoča na preventivni vidik in predvsem zgodnje odkrivanje stisk mladostnikov. Kot najbrž veste, se je v času med epidemijo covida in po njem povečalo število stisk v šolah in povečalo tudi število svetovalnih delavcev. To se je izkazalo za izjemno koristno izboljšavo v šolah, zato bomo seveda v jeseni to tudi nadaljevali. Šole, ki imajo ta način, torej imajo povečano število teh svetovalnih delavcev, dejansko bolje delujejo na tem področju
In zaradi tega smo rekli, da bomo te okrepljene svetovalne službe v šolah tudi nadaljevali. Te so pomembne, se je poleg zatočišča za stiske ljudi najpomembnejši vezni člen tudi z ustreznimi zunanjimi deležniki pri obravnavanju stisk in pa pri pojavih nasilja. Vse to so vprašanja, ki jih stalno nastavljamo za vso resnostjo. Vsi skupaj moramo postati še pozornejši na vse pojave, ki bi pri učencih, dijakih utegnili nakazovati stiske, ki bi jih lahko pripeljale do nasilnih dejanj. Ponavljam, naš skupni cilj je vsem učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih zagotavljati občutek varnosti, ki je osnovni pogoj za normalno delujočo šolsko okolje. Še dodatno smo na ravnatelje osnovnih šol in srednjih šol na pobudo predsednika vlade dr. Roberta Goloba včeraj že naslovili predlog, da v petek 12. maja v času pouka organizirajo dan kulture nenasilja in strpnosti. Predlagali smo jim, da na ta dan z različnimi starostmi prilagojenimi aktivnostmi odprejo prostor in priložnosti za pogovore in aktivnosti, s katerimi bodo krepili veščine kulturne medsebojne komunikacije, čustveno odpornost in ustrezne odzive ob soočanju z nasilnimi dejanji. Odgovornost vseh, ki vzgajamo in izobražujemo otroke, tako doma kot v šoli je, da poskrbimo za varno, urejeno, zdravo in spodbudno okolje, v katerem bodo imeli otroci in mladostniki kar največ možnosti za zdrav in vsestranski osebni razvoj. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Sledita dva podpredsednika te vlade. Prvi, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, bo spregovoril, kaj je vlada že in še bo naredila na področju duševnega zdravja. Izvolite. Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav še v mojem imenu vsem skupaj. Pozdrav tudi obema ministroma, tudi z moje strani seveda iskreno sožalje in empatija s tistim, kar se je zgodilo v Srbiji, pa tudi z vsem tistim, kar smo bili nedavno priča, to mislim predvsem na medvrstniško nasilje v našem okolju. Torej, stanje, kot ga imamo, terja seveda odziv vlade, odziv mnogih resorjev. Včeraj smo se o tem skupaj pogovarjali s predsednikom vlade. Ključno je, da se zavedamo odgovornosti, da delujemo proaktivno in preventivno. Dejstvo je, da smo v nekem novem post-covidnem času, ker je zelo veliko tveganj za duševno zdravje in duševno zdravje mladih zahteva našo polno pozornost. Žal se v teh časih mladi soočajo številnimi pritiski in izzivi. To neposredno vpliva na njihovo počutje, na njihovo stanje duševnega zdravja, zato je nujno, da jim pri njihovih stiskah zagotovimo vso podporo. To je vendarle naša osnovna in skupna odgovornost. Moje temeljno sporočilo danes je, da je kakršnokoli nasilje nesprejemljivo. Naj bo fizično nasilje, naj bo verbalno nasilje in žal je tega tudi v najvišjem političnem vrhu preveč. Mi politiki smo zgled in kdorkoli širi sovražni govor, kdorkoli razpihuje kakršnokoli obliko sovražnosti, to neposredno vpliva na mlade, posebej, če se izkaže, da to ostane nekaznovano ali bolje, da je dovoljeno popolnoma vse. Mi imamo zelo veliko znanja, kako ugotoviti dejavnike tveganja za nasilno vedenje. Tudi znamo s preventivnimi metodami, kako ga preprečevati. Sedaj moramo vse to ob vseh dogodkih in ob novih časih, ki jih živimo, znati medresorsko strniti skupaj in tako v šolstvu, v sociali in v zdravstvu, pa tudi širše v družbi moramo to uporabiti, da bomo znali zaščititi vse naše mlade. Kar se tiče vseh pobud, pozivov, ki jih kot vlada in seveda odločevalci prejemamo strani nevladnih organizacij, ravnateljev, predstavnikih dijakov in ne nazadnje tudi glas otrok, jih slišimo. Mi jih bomo poskušali integrirati in vendarle je naš fokus ostaja
preventiva. Torej, vse moramo narediti, da smo proaktivni, da to preprečujemo. Seveda pa, če se zgodijo kakršnikoli dogodki medvrstniškega in ostalega nasilja, je potrebno odločno ukrepati in zaščititi žrtve in ne glorificirati napadalce oziroma tiste, ki izvajamo sovražni govor. Tukaj mora biti naš fokus, o temu se moramo odkrito pogovarjati. Kot že verjetno veste, se na Ministrstvu za zdravje in tudi na vladi še kako zavedamo pomembnosti področja duševnega zdravja. Po covidu je to področje tudi v Evropski uniji eno ključnih, zato smo leto 2023 razglasili za leto duševnega zdravja. Številne aktivnosti že potekajo, tako smo v decembru 2022 ustanovili sektor za duševno zdravje in demenco, odkoder vse aktivnosti koordinirano potekajo. Omogočili smo 70 dodatnih specializacij iz klinične psihologije, namreč tega zelo ključno manjka. Mi bi danes potrebovali več kot 150, če ne 200 kliničnih psihologov aktivno, da se pravi mladostniki pridejo do pomoči, ko jo potrebujejo. Pripravljamo in se pogovarjamo končno tudi o psihoterapevtski dejavnosti in o psihoterapiji. To področje je v Sloveniji v celoti zakonsko nepokrito in žal mnogi, ki niso psihoterapevti, izvajajo dejavnosti in to zelo drago tudi zaračunavajo. Na področju omogočenja dostopnosti za otroke smo zagotovili 2 milijona 800 tisoč evrov Centru za psihološko zdravje Posvet, ki ima pravzaprav najbolj razvito mrežo pri dostopnosti do pomoči otrok. Seveda moram na tem mestu poudariti Nacionalni inštitut za javno zdravje in program Mira. To zadevo smo pospešili izjemno in še bomo poskušali pohitriti. Skratka, z Nacionalnim inštitutom in Ministrstvom za zdravje želimo resnično v vse družbene pore priti do tega, da bodo storitve duševnega zdravja dostopne ljudem. Na tem mestu naj seveda še vse skupaj povabim na okroglo mizo z ministri na temo duševnega zdravja. Ta bo 12. maja, vsi ministri tukaj bomo prisotni in tudi širša sestava. Potem imamo festival duševnega zdravja 18. maja. Naj zaključim seveda z nekaj spodbudnimi besedami. Mi v tem trenutku potrebujemo pozitivno psihologijo. Mi moramo danes pomiriti ljudi in dati vedeti, da se vlada s tem ukvarja, da smo soočeni, da se soočamo z izzivi. Pozitivne vrednote, kot so strpnost, spoštovanje in empatija, so tisto, kar moramo v družbi potencirati. Tudi v ta namen je ravno 12. torej petek v 12.5. v šolah dan, ker bomo skupaj s šolstvom, socialo in zdravstvo z vsemi strokovnjaki iz Nacionalnega inštituta, se z otroci, se z dijaki, se z mladostniki, pa ne smemo pozabiti na učitelje, na starše, pogovarjali, kako se slišati in kako proaktivno sodelovati. Če smo do zdaj duševno zdravje potencirali na Ministrstvu za zdravje, nam vsi dogodki sedaj kažejo, da moramo pravzaprav najti našo skupno odgovornost, se povezati z vsemi resorji in moramo najti medresorsko sodelovanje. V četrtek in petek sem bil na neformalnem srečanju ministrov v Štokholmu in vedno znova se izpostavi dejstvo, da se žal soočamo z novo realnostjo, ki je post-covidna, ki je žal izjemno digitalna in virtualna. Kar se nam je zgodilo, da imamo to, da smo izgubili stik med različnimi generacijami. Izgubili smo stik med mladimi in otroci, med starši in med starimi starši. Soočamo se z novim družbenim izzivom, ki se mu reče medgeneracijski prepad. In vkolikor tega ne bomo v kratkem naslovili in ne bomo ta prepad, ki je nastal med mlado in staro generacijo, znali zvezati z mostovi, združiti medgeneracijsko vse na nivoju družbe,
se bomo v prihodnje soočili s težkimi stiskami in naša naloga je, da to preprečimo. Hvala lepa. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec pa bo kot resorni minister spregovoril o tem, kakšne dejavnosti se že izvajajo za preprečevanje nasilja v družini in pomoč ljudem v stiskah. Izvolite. Ja, hvala lepa. Tudi sam bi želel najprej izreči sožalje svojcem žrtev streljanj v Srbiji in moram reči, da sem tudi sam pretreseno spremljal dogajanje prejšnji teden. Nisem si mislil, da se lahko kaj takega zgodi v naši neposredni okolici. Kar pomeni, da moramo tudi v Sloveniji postati pozorni na to, kaj se v naših šolah, v naših skupnostih, v naših družinah dogaja. Ampak sam bi uvodoma želel povedati, da na to ne smemo se odzvati paranoično, ne smemo začeti iskati potencialnih grešnih kozlov, ampak obratno. Ustvariti moramo okolje, v katerem se bodo ljudje počutili varne, v katerem se bodo ljudje počutili sprejete, v katerem bomo se spoštljivo obnašali eden do drugega. In tukaj gre v bistvu moj prvi poziv, to je vsem politikom v Sloveniji, da ne bi kdo izrabljal tega za kakršnakoli politična obračunavanja. Zelo pogosto se v družbah sovraštvo nažalost usipa z vrha. In če pogledamo, kje se dogajajo streljanja po šolah, bomo videli, da se dogajajo zelo pogosto ravno v tistih državah, kjer je politika najbolj hujskaška. In temu se bomo v Sloveniji, upam da, vsaj zaenkrat smo se dokaj uspešno v zadnjem tednu v celoti izognili in bomo to priložnost izkoristili, da stopimo skupaj, ne pa da nas ta izkušnja začne še bolj razdeljevati. Zdaj pa kot resorni minister sem tukaj, ker so te stvari zelo povezane, se pravi, ko govorimo o medvrstniškem nasilju v šolah ali pa o duševnem zdravju, to je zelo pogosto povezano z razmerami v družinah ali pa z socialnimi stiskami. In sam kot minister sem odgovoren za oboje, se pravi za razmere v družinah in pa za socialne stiske. Kot veste, naše vodstvo na ministrstvu dela vse, da bi socialno situacijo v Sloveniji čim bolj blažili in da bi se čim manj ljudi soočalo s socialnimi stiskami. Posebej, ko govorimo o otrocih. Noben otrok ne bi smel živeti v revščini. In to je za nas ena od maksim. Socialni položaj ne sme biti tisti, ki določa otrokove pogoje, še manj pa njegovo prihodnost. In k temu na tem delamo in k temu bomo stremeli še naprej. Bom se pa danes dotaknil bolj druge plati, se pravi družinske politike. Namreč zelo pogosto je družinski krog tisti, kjer se nasilje začne in se potem širi naprej v šole, v lokalne skupnosti, na šolska igrišča in podobno. Tako da tukaj bom pa predstavil, s čim se ukvarjamo in kaj bomo še naredili, da to situacijo izboljšamo. Izvajamo 3 vrste programov, preventivne in kurativne. Preventivni programi so predvsem programi za pomoč družinam, teh je 12 v našem ministrstvu, ki jih bodisi izvajamo sami, bodisi jih financiramo. Tukaj bi izpostavil predvsem družinske centre. V Ljubljani je recimo lep primer takega družinskega centra Mala ulica. Tam izvajamo oziroma izvajajo z našo podporo različne oblike za podporo družinam. Tečaje za pozitivno starševstvo, delavnice za starše, krepitev starševskih kompetenc in podobno. Potem pa drugi del programov so kurativni, se pravi, ko se nasilje zgodi, takrat imajo otroci in mladostniki na voljo in to vedo SOS telefon, ta je brezplačen. Kadarkoli se kdo znajde v stiski, ga lahko uporabi in tam so izurjeni svetovalci za to, da znajo otroka usmeriti ali pa mladostnika, kam se obrniti po pomoč. Imamo svetovalnice za žrtve nasilja, ki nudijo celostno pomoč in podporo in podobno. In na koncu so tukaj socialno-varstveni programi, ti so prav tako kurativni, tukaj je pa kontaktna točka Center za socialno delo. Mreža centrov za socialno delo je razvojena po celi Sloveniji.
Tam pa izvajamo različne programe, od popolnoma osebnih pomoči družinam do varnih hiš in kriznih centrov v primerih, ko je nasilje v družinah tako močno prisotno, da se mora bodisi eden od partnerjev, nažalost je to ponavadi partnerka, ali pa otrok začasno odseliti od staršev. Tam nudimo namestitve na skrivnih lokacijah, zato da se krog nasilja preseka in vse, ki se s takimi situacijami soočate, se pravi, soočate s situacijami, ko, ne vem, vam je tesnobno priti domov zaradi strahu pred izbruhi nasilja vašega partnerja ali staršev, vas pozivam, da se obrnete na bližnji center za socialno delo, kjer vas bodo znali usmeriti naprej in vam pomagati. Zato tudi so. Kar bomo okrepili, pa je predvsem naslednje. Naloga centrov za socialno delo ni samo pomagati tistim ljudem, ki se obrnejo nanje, ampak je tudi prepoznavati vzorce nasilja v skupnostih in pomagati ljudem na terenu. Zdaj v zadnjih 10-15 letih so nažalost centri za socialno delo postali toliko administrativno obremenjeni, da se ukvarjajo večji del časa socialni delavci z izračunavanjem, kdo je upravičen do tega ali onega socialnega transferja, bistveno manj pa so prisotni na terenu, kar je pa v resnici njihova naloga in smisel, da pomagajo ljudem v stiskah tam, kjer se dogajajo, in zelo pogosto je to pač gospodinjstvo oziroma družinski krog. Tako da naša reforma centrov za socialno delo gre v smer, da se centre za socialno delo administrativno razbremeni in da se odmeri več časa in možnosti za to, da socialni delavci prepoznavajo in pomagajo ljudem na terenu, ki se znajdejo v takšnih in drugačnih stiskah. Nasilje je najlažje, mislim, bistveno lažje kot blažiti posledice nasilja, je prepoznavati vzorce, ki vodijo v nasilje, in te vzorce preprečevati. In to je naloga in poslanstvo, h kateremu stremimo.